Spoštovani gospe in gospodje, spoštovana gosta, cenjeno občinstvo, lepo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli v knjigarni Celjske Mohorjeve družbe na literarni matineji, kjer v središče pogovora danes postavljamo znanstveno monografijo dr. Dejana Valentinčiča Slovensko manjšinsko varstvo v primerjalni perspektivi. Monografija prinaša podroben pregled zgodovine in sedanjega stanja na področju varstva manjšin v Sloveniji, tako v teoriji kot v praksi, tematika pa je nato postavljena še v primerjalni kontekst. Gre za najbolj celovit prikaz slovenskega modela manjšinskega varstva do sedaj. Z nami sta cenjena gosta, avtor monografije dr. Dejan Valentinčič in pravnik dr. Matej Avbelj. Lepo pozdravljena med nami. V naši družbi bi moral biti danes tudi spoštovani dr. Ernest Petrič, starosta slovenskih pravnikov, ki pa je moral na nujno operacijo in okreva v bolnišnici, zato ga prijazno pozdravljamo nadaljavo in mu želimo dobro okrevanje. Oba gosta znani imeni, pa vendar naj ju na kratko predstavim. Dr. Dejan Valentinčič je pravnik na sodišču, vodja Centra za družboslovno raziskovanje pri Ameriško-slovenski izobraževalni fundaciji ASEF in prodekan Fakultete za slovenske in mednarodne študije Nove univerze. Deloval je tudi kot državni sekretar na uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Na Fakulteti za uporabne družbene študije je habilitiran kot docent za področje politologije na Evropski pravni fakulteti in Fakulteti za državne in evropske študije, pa kot docent za področje ustavnega prava in človekovih pravic. Osrednja področja njegovega raziskovalnega, pedagoškega in publicističnega dela so manjšinsko pravo in politike, migracijsko pravo in politike, položaj Slovencev v zamejstvu in po svetu ter manjšin v Sloveniji, sodobni migracijski tokovi, kroženje možganov in medetnična integracija. Dr. Matej Avbelj je redni profesor za evropsko pravo na Fakulteti za državne in evropske študije. Njegovo raziskovanje in akademsko delo je osredotočeno na pravo Evropske unije, ustavno pravo in teorijo prava. Je eden najvidnejših slovenskih pravnikov, ki je lani prejel tudi priznanje za najvidnejši dosežek, priznanje pravnik leta. Naj se uvodoma naslonim na nekaj besed, ki jih je v predgovoru nanizal dr. Ernest Petrič, ki je med drugim napisal prvo knjigo v slovenskem jeziku o manjšinskem varstvu in sicer že davnega leta 1977 in ki je tudi nato še plodovito pisal o manjšinskih vprašanjih, na tem področju pa deloval tudi v praksi kot diplomat in ustavni sodnik. Monografija dr. Valentinčiča sodi v okvir prizadevanj številnih slovenskih mislecev, ki so že od prve polovice prejšnjega stoletja do današnjih dni z raziskovalnim delom in znanstveno relevantnimi objavami doma in v tujini prispevali k prizadevanjem za ohranitev obstoja in pravic slovenskega naroda povsod tam, kjer Slovenci avtohtono skozi številne generacije živimo in ohranjamo lastno, jezikovno, etnično, kulturno samobitnost, našo skupno narodno identiteto in so jih, kjer so bili naši predniki del teh družbenih okolij, tudi oblikovali ali sooblikovali. Besedilo, ki ga imamo pred seboj, predstavlja temeljno delo nove generacije slovenskih raziskovalcev. Dr. Valentinčič, slovensko manjšinsko varstvo, primerjalna perspektiva, vprašanje ustreznosti, avtohtonosti. Odkot pravzaprav povod, interes, da nastane ta monografija? Najprej en zelo lep pozdrav vsem, ki ste se danes udeležili te predstavitve. Hvala, ker ste tukaj. Seveda, manjšinske zadeve so, že v uvodu knjige napišena taka zelo nišna stvar, tako da je lepo videti, da vendarle seveda smo nekateri taki, da nas to zanima in se zberamo in o teh stvareh diskutiramo. Torej, rekel bi nekako, da sta bila vzroka za nastanek dve, ali ozadji dve. Zdaj, prva bom povedal tako zanimivo zgodbico.
ko sem se jaz leta 2013 prijavil za mladega raziskovalca pri profesorju Nikoliju Genovu, ki je takrat deloval v Novi Gorici, mi on na tem razgovoru za službo rekel takole: vidim, da tebe zelo zanimajo manjšine, ampak manjšine ne povzročajo več problemov, zato bo vedno manj denarja raziskovanje. Vedno več pa bo v Sloveniji priseljencev, vedno več težav bo in zato bo vedno več denarja raziskovanje. In če se od manjšin preusmeriš k migracijam, te vzamem v službo, sicer pa ne. In seveda, ker sicer vemo, da knjiga vseh knjig pravi, da človek ne živi samo od kruha, ampak vendar človek živi tudi od kruha, sem to ponudbo moral sprejeti. Hkrati pa nekako poskušal povezati tudi to nit do te tematike, ki me najbolj zanima. In ravno takrat je bila v slovenski družbi zelo aktualna ta debata o spremembi ustave, o novih 6 narodnih skupnosti, ki bi se priznali in tako naprej. Tako da sem potem temu glavnemu sociološkemu delu doktorata dodal še par pravnih poglavij, kjer sem analiziral argumente za in proti, torej da se ta model slovenska manjšinska varstva razširi. In to je recimo tudi že dobršen del te knjige, ki jo danes predstavljamo. Zdaj, drugi tako ozadje pa je, da leta 2019 me je kolega Avbelj povabil, ko je pripravljal komentar Ustave Republike Slovenije, ki ga je uredil, ko v oklepaju, to je sedaj ena stvar, na katero mislim, da smo lahko zelo ponosni, številne države takih komentarjev nimajo, mislim, da smo celo edina država nekdaj vzhodnega bloka, ki nam je to uspelo narediti. No in kolega Avbelj me je takrat nekako zaupal komentiranje teh členov, ki se dotikajo manjšin. In seveda v enem takem besedilu je treba zelo nekako kompaktno predstaviti srž te pač problematike, tako da seveda takrat s veliko več sem napisal in potem krčil in se mi nekako zdelo, da vendarle v slovenskem jeziku nimamo neke monografije, ki bi nekako celovito predstavila vsaj osnovne informacije v tem modelu, kako v praksi deluje in da bi bilo koristno nekako to združiti v eni taki knjigi, recimo, da vsaj nekdo, ki ga to zanima, vsaj ve, kje začeti iskati neko osnovno informacijo, potem mogoče preko virov tudi dlje. Tako da bi rekel, da to dvoje sta nekako te vsebinske ozadje, hkrati pa ena taka, bom rekel, tudi dodatna motivacija, kar me je intrigiralo, namreč Slovenija je v 90-ih letih gotovo veljala kot nek vzor manjšinska varstva, zelo radi smo se tudi mi pohvalili, se še danes pohvalimo, da smo tukaj v samem evropskem vrhu. Ampak vendarle, če pa pogledamo mednarodne mehanizme, nekako nam oni, za razliko od nas samih, nam tega slovesa v zadnjih vsaj 10 let, če ne več, ne pripisujo več. Ampak so te kritike iz tujine, iz Strasbourga in tako naprej, ki prihajajo v Slovenijo, tako precej konkretne, ostre in tako naprej. In seveda me nekako zelo zanimalo, zelo malo poglobiti v to, torej, kaj se je tukaj zgodilo. A se je Slovenija toliko poslabšala na tem področju, a so se druge države tako poboljšale, ali je mogoče odgovor najti, kje je v tretji smeri, o tem malo več mogoče kasneje. Na začetku knjige ste si zastavili nekaj raziskovalnih vprašanj, skozi katera se v monografiji sprehodite. Med drugim glede stopnje pravic, ki jih Slovenija podeljuje italijanski in madžarski narodni skupnosti, pa glede obravnave Romov, ki imajo drugačen status, podeljevanja nizke stopnje pravic etničnim skupnostim, ki niso poimensko ustrezno priznane, vloge mednarodnih nadzornih mehanizmov pri varovanju manjšin in še marsikaj drugega. Besedo sedaj prepuščam vam, da nam morda strnjeno predstavite ugotovitve, ki izhajajo iz vsega tega. V redu, torej, prej sem rekel, da radi zase rečemo, da smo med najboljši ali pa v samem evropskem vrhu, ko se tiče torej manjšinske zaščite. Zdaj, neka ugotovitev, do katere sem jaz po tej analizi prišel, torej tako vsaj jaz interpretiram stvari, mogoče se kdo z mano ne bo strinjal, smo pri tem še preskromni. Torej, po stopni pravic, ki jih Slovenija, italijanski in madžarski narodni skupnosti podeljuje, smo najboljši v Evropi in to z naskokom najboljši. Torej, imamo en tak širši nabor pravic, ki jih dejansko nobena država druga ne podeljuje manjšinam, jih bom tako nekratko naštel, ampak pred načem naštevati že kaj tako omenim, da seveda marsikdo tudi omeni, sej mi smo zelo dobri pri napisati stvareh, potem v dejanju v praksi pa mogoče kje še pa. Tudi to je res, torej vsaka stvar ni tako idealna, mogoče v praksi, kot je na papirju, ampak vendarle tudi, če vse to vzamemo v zakup, vendarle mislim, recimo, da se nobena država z nami ne mora primerjati. Torej, prva taka stvar, kjer smo mi brez dvoma izjema in tudi
poznamo, zato bom z njo začel. Recimo, torej mi vemo, da imamo v državnem zboru 2 poslanca, ki sta predstavnika teh 2 novih skupnosti. Torej, v tem nismo unikum, sicer redke so take države, ampak so še nekatere, smo pa unikum v 2 zadevah. Prva je ta, da smo edini, ki pripadnikom teh 2 skupnosti dajemo dvojno volilno pravico, torej povsod druge se morajo pripadniki skupnosti odločiti, ali bodo glasovali za splošnega pripadnika, za splošnega poslanca ali za svojega manjšinskega, medtem ko pri nas dajemo dvojno volilno pravico. Ustavno sodišče je to tudi potrdilo, da je to edino ustavno skladno, ker bi sicer to pomenilo omejevanje splošne volilne pravice. No, druga stvar, ki jo pa znotraj med poslanci, kjer smo pa izjema, pa je, da imata ta 2 poslanca absolutno pravico veta, kar se tiče manjšinskih zadev. Torej, to nima nobena druga država v tem smislu, torej, da lahko ta 2 poslanca dejansko preprečita sprejem neke zakonodaje, ki se dotika narodne skupnosti, s katero se ne strinjata. Pa to ne velja samo pri poslancih, ampak tudi na lokalnem nivoju. Torej, imamo tudi zagotovljene občinske svetnike, člane svetov skupnosti in seveda tudi tam lahko prihaja do teh vetov. Torej, to je recimo ena taka politična področja. Druga stvar, kjer tudi smo najboljši v tem smislu, torej znotraj jezika, pa je, da vendar povsod druge, kjer države, tudi tiste, ki so nadpovprečne, ko ščitijo pripadnike manjšine in njihov jezik, torej ščitijo njih. Torej, pripadnik manjšine se lahko uči manjšinskega jezika, pripadnik manjšine lahko zaprosi za dvojezični dokument in tako naprej. Medtem ko pri nas, torej, če ti živiš na teh 2 območjih, ki jih mi imenujemo narodno mešana območja oziroma dvojezična območja, torej recimo tam vsakdo mora imeti dvojezični dokument. Torej, če ti greš na upravno enoto, recimo v Koper ali v Lendovo, če si pripadnik narodne skupnosti, če si pripadnik slovenskega naroda, če si pripadnik neke druge etnije, torej seveda dokument bo dvojezičen. Tudi v šolah, torej imamo sicer 2 različna modela, v Pomurju torej enotne dvojezične šole, medtem ko na obali torej ločene slovenske in ločene italijanske šole, ampak seveda tudi v italijanskih šolah obvezno učenje slovenščine in v slovenskih šolah obvezno učenje italijanščine, torej tudi pripadniki večinskega naroda se morajo učiti manjšinskega jezika. To ni recimo druge standard, tako da tukaj smo neka pozitivna izjema. Zdaj seveda, ko sem prej omenil, da včasih se v praksi zatika, recimo, če bi pripadnike italijanske skupnosti v Istri vprašali, koliko pa ti otroci v slovenskih šolah po koncu izobraževanja znajo slovensko, seveda bi verjetno malo manj idealistično navdušeno odgovorili, kot je to zdaj v teoriji, ampak ok, vse neko izhodišče je. Pa seveda tudi, ne nazadnje, tudi ena stvar, ki mogoče, o kateri treba konstantno razmišljati, je tudi, da to vedele sta jezika okolja, torej imate privilegiran status v primerjavi z drugimi jeziki, bi jih morali imeti in seveda mogoče tudi premalo pozornosti namenjamo, torej rednemu ozaveščanju, senzibiliziranju, zakaj sta ta 2 jezika, ti 2 narodne skupnosti tukaj tako zelo posebni. In mogoče v tem okviru, kjer smo zdaj tako najboljši, po mojem mnenju, omenim samo še eno stvar, to je manjšinska samoorganiziranost. Torej, pri nas sta obe narodne skupnosti organizirani v manjšinski samoupravi, ki je, zdaj spet, seveda se potem v praksi najde kakšna težavica, ampak nekako vsaj v izhodišču je to idealni model manjšinskega varstva. Torej, to nekako pomeni, da manjšina sama odloča o svojih zadevah. Recimo jaz potem nekako v knjigah razdelim manjšinsko razdelitev možno organiziranost nekako na 4 vidike. Reče, kot najslabša forma organiziranja je, torej, da imamo več različnih teh zastopniških organizacij, ki so tudi vse imenovane na nek posreden način, delegatski način, torej recimo tako, da malo popestrim, druga piska predgovora te knjige, Angelika Mlinar, je nekoč rekla, da se nekatere organizacije na Koroškem obnašajo, kot da živijo sredi Kube, ker sedaj je nekako ta princip tak, da nekdo je član kulturnega društva, kulturno društvo je član kulturne zveze, kulturna zveza je član krovne organizacije, potem seveda se tako šteje to članstvo in tako naprej. Seveda bolj demokratično legitimirano je, seveda tukaj, če prihaja do neposredne izvolitve, torej, ampak še vedno, torej, če je to prvi nivo, drugi nivo je, da imamo več organizacij, ki so demokratično legitimirane, ampak še vedno del zasebnega prava, torej bolj kot ne društva, to je recimo tudi primer tako na Koroškem kot v Italiji. Potem tretji nivo je, da imamo enotno demokratično legitimirano organizacijo, ki pa je še vedno zasebnega prava
In ta najboljši nivo, kar pa je v Sloveniji, pa recimo v sicer omejeni obliki tudi na Madžarskem pa na Hrvaškem, torej da je organiziranost javnopravna, torej da država tukaj prizna neke paradržavne funkcije tej skupnosti in na to ta skupnost sama upravlja s svojimi zadevami. Torej pri nas to imamo, izhaja že iz leta 1974 dalje, torej po osamosvojitvi se je sistem samo nekako posodobil, da tako rečem. Zdaj, tudi tukaj bi lahko označil kakšne težave. Recimo, ena težava je gotovo, da ta zakon o samoupravnih narodnih skupnostih je zelo ohlapen, kar se pristojnosti tiče. Torej, ne postavi nekako, kaj vse so pristojnosti, niti kje so meje pristojnosti. Druga recimo težava je, da čeprav je že leta 1998 o tem tudi odločilo Ustavno sodišče, je to protiustavno, neki zelo jasni kriteriji, kdo je lahko upisan, da to volilni imenik pripadnikov narodnih skupnosti, torej ki posledično voli tako poslance občinske svetke, kot voli te svete, torej samouprav. Torej, ti kriteriji niso zelo jasni in tudi med različnimi občinskimi samoupravami dejansko vidimo, da so prakse nekoliko različne, to urejajo v svojih statutih. Toliko mogoče malo izhodično o Italijanih pa Mađarih. Zdaj, kar se tiče romske skupnosti, seveda pri nas se zelo pogosto omenja to, da ne bi bila ta skupnost diskriminirana, zato ker nima enaka statusa kot italijanska in mađarska narodna skupnost. Zdaj, jaz mislim, da je ta pogled, bom rekel, nekoliko naiven ali pa preveč površinski. Namreč, recimo, če to ponazorim z enim primerom, recimo seveda, ko mi govorimo o dvojezičnih šolah v Pomurju ali pa o italijanskih šolah v Istri, seveda je namen teh šol ohranjanje jezika, kulture, identitete teh pripadnikov. Zdaj, če gledamo na romsko skupnost, seveda vemo, da so tam izzivi čisto drugačni. Torej, seveda, ali otroci sploh hodijo v šolo, ali zaključijo osnovno šolo in tako naprej, kako premagovati učne težave in tako naprej. Tudi recimo zdaj, če bi mi formalno izenačili ustavni status, torej seveda potem potrebujemo neke romske šole ali pa torej dvojezične, recimo slovensko-romske šole. Ob tem se potem takoj pojavi vprašanje, seveda, potem morajo biti učbeniki v romskem jeziku, seveda mora biti nek strokoven kader, ki bo te učbenike pripravil, mora biti toliko kadra, ki je sposobno v romščini poučevati in tako naprej. To je recimo samo ena taka, recimo primer, bi lahko naštel še kar precej. Jaz na to v knjigi malo opisujem, recimo po eni strani se stvari, kar se romske skupnosti tiče, izboljšujo, torej tukaj se neko konstantno delo države vendarle pozna. Recimo dam kot eno tako anekdoto, občina Maribor je edina, ki je sfinancirala znotraj Centra za socialno delo posebno torej svetovalko za romske tematiko, ki je tudi sama po izvoru Romkinja. In recimo ona je rekla, ja, pred par meseci je bila ena afera, ker je ena romska ženska šla k zdravniku z zdravstveno izkaznico neke druge ženske. In to je bila kot velika težava. Rekla, to je resnici največji možen uspeh. Rekla, ko sem jaz bila najstnica, vsi smo tako delali. Rekla, pa kdaj se to že nekaj izjema, torej tukaj se vidi neke napredke. Zdaj seveda po drugi strani pa se tukaj vidi tudi precej težav in nazadovanja, kar je potem povezano nekako z razpadom te nekoč plemenske ureditve, ko sedaj stvari prevzemajo neki novi lokalni šerifi in tako naprej, pa razvoj tehnologije in tako naprej, ampak o tem mogoče več v diskusiji, če bi se koga zanimalo. Tako da jaz sem nekako zagovornik stališča, da vendarle seveda romska skupnost je posebna in zato jo tudi velja nekako drugače obravnavati, ker s takim tretmajem, kot ga ima ta mađarska preklenska skupnost, tudi za njih to ne bi bilo, po mojem mnenju, koristno. Zdaj, seveda potem pa imamo v Sloveniji še kar nekaj manjšin zgodovinskih ali pa novejše dobe, ki nimajo tega posebnega statusa in si ga pa želijo, da je o tem bo vrtno malo kasneje, več kasneje govorili, ker tudi se pravkar o temen zakon obravnava. Zdaj, mogoče na tem mestu omenim sam tole. Pri nas, ko so argumenti predvsem za pripadnike narodov z območja nekdanje Jugoslavije, zakaj bi si zaslužili torej posebno status, en argument, ki se pogosto pojavlja, je tudi, torej, da so Slovenci kot narodna manjšina priznali v vseh državah, ki so nastale na območju nekdanje Jugoslavije, medtem ko te narodne skupnosti v Sloveniji niso priznane. To je zame nekako bila neka motivacija, da sem potem naredil eno primerjalno analizo manjšinskega varstva na območju nekdanje Jugoslavije, temu namenil eno poglavje in moram reči, da te argumentacije ne držijo. Torej, Slovenci so kot narodna skupnost priznani, narodna manjšina priznani na ustavnem nivoju na Hrvaškem, na to na zakonskem nivoju v Srbiji in v Bosni, drugje pa ne. Ampak tudi, če gledamo te tri države, je tukaj vendar stvari potrebno postaviti v kontekst. Torej,
Hrvaška priznava 22 manjšin, Srbija 21, Bosna pa 20 in seveda oni so nekako šli ta princip veliko manjšin z malo pravicami. Medtem ko pri nas imamo en drug princip, jaz nekako v knjigici celo da napisati, da lahko tukaj opažamo nekako srednjeevropski model manjšinska varstva z manj skupnostmi, z višjo stopnjo pravic, pa nek zahodno-balkanski, pa tudi recimo Romunija je taka, če ne bi bilo Bolgarija izjema, ker ne priznava manjšin, bi lahko rekel kar nekako model jugovzhodne Evrope, torej ki priznavajo zelo veliko manjšin, ampak hkrati pa zelo malo pravic v praksi. Recimo, če primerjamo pravice Slovencev v teh državah, razen tega, da v hrvaščini počasi slovenščina prodira tudi kot izbirni predmet v šole in da država namenja določeno financiranje kulturnim dejavnostim, pa spet težko je zbrati vse podatke, ker so tudi tukaj županije, občine in tako naprej, ampak tako pavšalno bi supo reči, mogoče celo manjše kot Slovenija. Dejansko v ostalih državah neka manjšinska varstva ni, torej so priznani, ne uživajo pa nobene pravice v praksi. Medtem ko, če gledamo te ustavno nepriznane skupnosti v Sloveniji, vendarle je tukaj precej drugačna situacija, kot se pojavlja. Namreč imamo vsako leto poseben razpis, ki podpira delovanje kulturnih društev. To je do lani znašlo okrog 150.000 letno, potem lani je Ministrstvo za kulturo to povečalo na 300.000, potem imamo seveda učenje dopolnilnega pouka materinščin v šolah, pa tudi medijske vsebine, recimo mogoče poznate oddajo Naglas na prvem programu Televizije Slovenije, pa oddajo Sami naši na Radio Slovenija. Recimo takih medijskih vsebin Slovenci seveda v teh državah nimajo, čeprav so ponekod priznani. In mogoče tako za zaključek, no sam kar se tiče še učenja materinščin, kot ena zanimivost. Torej seveda Slovenija omogoča kot dopolnilni pouk, da se uči tuje jezike, pa ne govorimo samo jezike z območja nekdanje Jugoslavije, pa tudi kitajščino, ruščino, ukrajinščino, francoščino, nemščino in tako naprej. Hkrati pa tudi Slovenija organizira učenje dopolnilnega pouka slovenščine na tujem, v Nemčiji, Avstriji, Hrvaškem, Bosni, Srbiji, Švici, pa še kje. No, ampak tukaj obstaja ena zanimiva razlika, namreč, ko govorimo o dopolnilnem pouku slovenščine na tujem, to v celoti financira Slovenija. Torej Slovenija pošlje učitelja in ga plačuje, Slovenija tam najame prostore, Slovenija plačuje stroške, ogrevanja, elektrike in tako naprej. Medtem ko govorimo o dopolnilnem pouku tujih materinščin v Sloveniji, dejansko Slovenija krije vse stroške razen učiteljev. Torej učitelje pošljajo iz teh držav, medtem ko mi dajemo zastonj šolske prostore, krijemo stroške, celo Center za slovenščino kot drugi, oziroma tuj jezik na Filozofski fakulteti, pomaga z gradivi tem učiteljem, ki jim nekako matične države na dobro pomagajo in opažajo, da so nekateri učitelji zelo prepuščeni sami sebi in posvetničen celo izobraževanja nudijo, kako pedagoško se izpolnjevati in tako naprej. Tako da, zdaj, če naredim črto, seveda vse to, kar sem zdaj povedal, mislim tudi pod določeno vprašanje postavlja te kritike mednarodnih mehanizmov, kar se Slovenije tiče, ampak bom o tem malo kasneje mogoče še kaj povedal, ker je zelo zanimivo, ampak ne želim pa biti predolg. Toliko za zdaj. Doktor Avbelj, med drugim ste bili, kot je dejal že dr. Valentinčič, tudi urednik komentarja Ustave Republike Slovenije, ki je šel leta 2019. V tem komentarju je člene, ki se dotikajo manjšin, komentiral dr. Valentinčič. Kako pa vi ocenjujete izdano knjigo, kje vidite pravzaprav njen pomen in ali se strinjate z avtorjevimi pogledi ali se pa kje vajeni pogledi razlikujejo? Hvala lepa za organizacijo današnjega dogodka, za povabilo, za to, da ste prišli v tolikšnem številu. Naj uvodoma kolegi Dejanu res iskreno čestitam za to knjigo. Ne samo zato, ker sva akademska kolega, ker se že dolga leta poznava. Dejana poznam še študentskih let. Vedno je imel ta zanos, da ga je zanimala ta manjšinska perspektiva, tako tu v Sloveniji, kot z vidika zamejskih Slovencev in slovenstva nasploh. Odlika te knjige, in to mislim iskreno, prav nič ne laskam, je v tem, da izjemno kompleksno tematiko, izjemno kompleksno problematiko obravnava na način, ki je res lahko dostopen širši javnosti, širši publiki, na en tak pregleden, zelo berljiv način, ki hkrati temelji na podatkih, na dejstvih,
knjiga pa ni preobremenjena z fusnotami, referencami, torej na način, da bi oteževala svoje branje. Knjiga je tudi izjemno povedna, ker naredi res to, kar obeta, torej primerjalno perspektivo. Torej, da pogleda na eni strani napravi primerjavo med avtohtonimi manjšinami in pripadniki drugih narodnih skupnosti v Sloveniji, na konceptualni ravni knjiga naredi primerjavo med različnimi modeli manjšinskega varstva v teoriji in potem v praksi, v kontekstu držav nekdanje Jugoslavije in tudi v širšem evropskem kontekstu. Knjiga ima tudi jasen normativni naboj, v smislu, da vemo, kam pes vrednostno taco moli, katera so tista vrednostna izhodišča, če želite politična izhodišča, za katera bi se zauzemal kolega Valentinčič ali pa se zauzema, ni pa to na noben način ideološka publikacija. In jaz mislim, da je njena prednost tudi v tem, da pokaže ta knjiga v takšni umirjeni, skoraj mestoma suhi razpravi, kako pa se lahko tudi vprašanje manjšinskega varstva zelo ideologizira, politizira, tudi rečem spolitizira, na način, ki potem znanstveno, teoretično, sploh ko pogledamo v primerjalno pravni perspektivi, ni več prepričljiv. Tako da tukaj gre za eno takšno cum grano salis analizo, ki jo res priporočam v branje in za katero upam, da tudi tisti, ki imajo nek drugačen normativni vrednostni pogled na to manjšinsko varstvo v primerjalni slovenski perspektivi, da se s to knjigo zares ukvarjajo in da mogoče napišejo nek drug vidik, kot ga sami vidijo, da potem v javnem prostoru steče razprava. Zdaj vprašali ste me, če imam jaz drugačen pogled na to tematiko. Morebiti, ampak je zelo tak, ko bi se rekel, ta razlika je morda zelo tanka. Ampak in se bo morebiti danes izkazala tekom razprave, tako da tega zdaj ne bi še v celoti razkril, bi pa morda tako za podlago, za razpravo, omenili ste komentar Ustave Republike Slovenije in tudi kolega Valentinčič, izhaja seveda iz ustavno-pravnega okvira Republike Slovenije, omenil par nosilnih konceptov, da pravzaprav razumemo tukaj in zdaj v Republiki Sloveniji, zakaj pravzaprav gre. In mogoče, če razumemo te koncepte, bomo tudi razumeli, da morda vprašanje takšnega ali drugačnega manjšinskega varstva ni nujno tako zapleteno, še posebej pa ne politično zapleteno, kot se kaže v zadnjih nekoliko razgretih trenutkih. Torej, gledajte, slovenska ustava kot moderni liberalni dokument, ki smo ga torej sprejeli leta 1991, izhaja iz posameznika. Torej, vrhovna vrednota slovenske ustave je posameznik, njegova pravica do samouresničitve, ki izhaja iz pravice do enakega človekova dostojanstva vsakogar. Torej, slovenska država kot taka, neka organizirana oblast na tem ozemlju, na katerem smo zdaj, načeloma in seveda tudi v konkretnih okoličinah, vsakemu posamezniku daje pravico, da se v kar največji možni meri samo uresniči. To je naše izhodišče. No, ampak ker smo pač država, ima vsaka država tudi neko svojo politično skupnost, na kateri bazira. In druga temeljna ustavno-pravna vrednota, na kateri temelji slovenska država, poleg posameznikov, je, da tem posameznikom predpiše tudi nek status državljana. Torej, druga temeljna vrednota slovenske ustavnosti je državljanstvo. Posebna politična vez med posameznikom in državo, ki slovensko politično skupnost napravlja slovensko politično skupnost in naš javni prostor kot slovenski javni prostor v političnem smislu. In pod ta dežnik državljank in državljanov Republike Slovenije sodi vsakdo, ki izpolni zakonite pogoje za to, da vstopi v ta temeljni status. Ne glede na njegovo identiteto. Kakoršnokoli že. Danes, ko govorimo o manjšinah, je temeljna identitetna postavka seveda etničnost. Torej, etnija, kaj kdo po svoji etnični pripadnosti je. Slovenec,
Mađar, Italijan, Romun, Albanec, karkoli že, ampak vemo, da sploh v današnji malce že postmoderni družbi, poleg teh manjšin, o kateri govori ta knjiga in identitet, okrog katerih se zbira naša družba, da imamo teh identitetnih postavk še mnogo več. Moški, ženske, nekaj vmes, vse mogoče identitetne predpostavke. In bistvo državljanstva v tem republikanskem smislu je, da so vsi državljanke in državljani in da so vsi enako dobrodošli pod tem našim skupnim dežnikom in da moramo vse enakopravno obravnavati. In to je neizpodbitno dejstvo slovenske ustavnosti. Potem pa ta slovenska ustava gre pa še en korak naprej, pa če hočete nazaj, hkrati priznava, glede na zgodovinske okoliščine nastanka slovenske države, in tukaj smo mi ta srednjeevropski model, da je hkrati slovenska država ni samo država državljank in državljanov, ampak hkrati ta naša država temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. Torej temeljna, še ena, torej tretja ustavnopravna vrednota slovenske ustavnosti pa je tudi slovenstvo v etničnem smislu. Ampak to slovenstvo v etničnem smislu je pripoznalo v smislu svoje kapacitete, da smo ustanovili to državo, odprli dežnik državljanstva, pod katerega smo spravili in so dobrodošli vsi, ki so izpolnijo zakoniti pogoji. Torej slovenska etnična pripadnost, slovenska narodnost v smislu, če hočete, nacionalizma, nikdar ni imela izključevalnega značaja. Ekskluzivnega značaja, ampak vedno vključevalni značaj. Slovenska etnična pripadnost, slovenski narod se je moral pač, ker je bil obdan z mnogo močnejšimi narodi in predvsem mnogo močnejšimi državami, boriti za to, da je lahko na tem ozemlju, ki je zdaj okrnjeno v primerjavi s tem, kar ga je zgodovinsko zasedal, lahko pač vzpostavil to svojo državnost. In, zdaj pa pridemo še do četrte točke, z vidika ustavno-pravnih vrednot, ker so v srednji Evropi države pač nastajale na način, na katerega so. Veste, da na ozemlju, kjer smo danes, so se borili različni imperiji. Mi smo videli avstrijskega, kasneje avstro-ogrskega imperija, malce zahodno od nas ni bil imperij, ampak je bila italijanska država, ki se sicer relativno pozno nastala, še malce jugovzhodno od nas smo imeli bolnika v Bosporju, turško cesarstvo in tako naprej. In znotraj teh imperijev so se oblikovale narodnostne skupnosti, narodi, ki pa vse enako žal iz zgodovinskih, predvsem pa ekonomskih okoliščin, bi se upal trditi, kljub temu, da so imele v sebi te narodnostne skupnosti potencial izgradnje lastne države, vse te lastne države niso mogle zgraditi v mejah, kot bi si jih želele, ali pa so zaradi zgodovinskih peripetij določene homogene narodnostne skupnosti, ki so nekoč zasedale nek teritorij, ki je bil del njihove države, potem zaradi političnih geostrateških okoliščin postali manjšina v neki drugi državi. In iz tega naslova, slovenska država potem tudi posebej ščiti italijansko in madžarsko avtohtono narodnostno skupnost. Iz zgodovinskega naslova, zgodovinskega dejstva, kako se je to njun položaj razvijal in seveda na nek način recipročno, kaj se je dogajalo z Slovenci v drugih državah, kjer so ostali za mejami in ločeni od svojega matičnega naroda. Torej, manjšinsko varstvo, če se zdaj že pogovarjamo o etničnih manjšinah, kar je izhodišče današnje razprave, moramo vedno razumeti v specifičnem zgodovinskem in političnem kontekstu in ga moramo umestiti v jasen ustavno-pravni okvir. Temeljno izhodišče je varovanje pravic posameznika, vsakega posameznika, tudi tistega, ki pri nas ni državljan. Ampak tisti, ki pa pri nas so državljani, pa uživajo kvalificirano ustavno-pravno zaščito in znotraj te kvalificirane ustavno-pravne zaščite državljank in državljanov potem slovenska država namenja določenim avtohtonim skupnostim, jaz se zavedam, da je ta termin in ta kvalifikator danes politično osporavan, jim namenja določene specifične kolektivne
pravice, ki so tudi politične pravice. Vsem ostalim, ne glede na njihovo identiteto in ne glede na kdaj so prišli sem in še prihajajo sem in še bodo prihajali sem, pa daje človekove pravice na individualni ravni. Vsakdo, ki pride v Republiko Slovenijo in tudi potem, ko postane ni naš državljan, ima še naprej pravico izražati svojo narodnostno pripadnost. Ima še naprej pravico uporabljati svoj jezik in pisavo. In ima še naprej torej pravico to svojo narodnostno identiteto, če želi jo krepiti, jo uresničevati, vendar seveda v mejah nekega oblastvenega reda v državi, ki se reče Republika Slovenija, ki pa vendarle na temelju svoje pravne in politične ureditve more investirati v koncept državljanstva. In tukaj zdaj mogoče malce za provokacijo, za naprej in sklenem, kjer bi se mogoče, jaz pa kolega Valentinčič, malce razšla glede prihodnosti, ne pa nujno glede preteklosti, ki je itak ne moreva spremeniti, ne? Jaz mislim, da za naprej, še posebej za Slovenijo, bi morali pravzaprav prevzeti razumevanje, francosko razumevanje koncepta državljanstva. Če mi želimo ustvariti Republiko Slovenijo, ki bo vse to, kar naša ustava od nje zahteva, mora najprej Republika Slovenija poskrbeti za svoje temeljne predpostavke. In to je, da v ta svoj širok dežnik, ki bo postal čedalje bolj pisan spodaj, ki bo čedalje bolj pa v najrazličnejših prišlekov, če se tako izrazim, migracij, vseh mogočih koncev, iz Evropske unije, iz jugovzhodne Evrope in tudi od drugod, mora najprej poskrbeti, da bo vzpostavila neko vezivno tkivo, da se bodo te ljudje razumeli, onkraj vseh svojih identitet, kot državljanke in državljani Republike Slovenije. Namreč, če tega ne bomo vzpostavili, potem ne bomo vzpostavili predpostavk svoje lastne države, in če ne bomo vzpostavili predpostavk svoje lastne države, potem oblastveni sistem, šole, institucije, ki jih imamo, ne bodo delovale. Zato jaz mislim, da koncept, ki ga spremljamo danes, tudi v skladu s tem zakonom, o katerem govorite, da bi zdaj vsaka večja narodnostna skupnost, pa kadarkoli že prišla k nam, 50 let nazaj, 40 let nazaj, 10 let nazaj, v bistvu bila nekako subsumirana v zgodovinski relik zgodovine, ki se reče avtohtone manjšine, in v smislu imetja poslancev v parlamentu, imetja poslancev v občinskih svetov, bi to dejansko pripeljalo do popolne institucionalne fragmentacije slovenske države in tvegam si reči tudi do medsebojnih napetosti znotraj različnih etničnih skupnosti v državi. Zato je ključno, in morda tega, ker knjiga se ukvarja z drugim vprašanjem, jaz pa danes tukaj vržem še kakšno drugo perspektivo na mizo, da dejansko začne Republika Slovenija, kot to počne vse druge države, ki so čedalje bolj mešane, če želite, investirati v koncept državljanstva lastne države. Kaj je tisto, kar bo slovenske državljanke in državljane povezovalo v javnem, političnem in posledično tudi kulturnem smislu, ne glede, da bomo med seboj morda po različnih identitetnih kriterijih čedalje bolj raznoliki. Če tega ne bomo vzpostavili, potem se bo naša država, kot bi rekli Francozi, preprosto razmarmeladila. In ne bo nihče, niti manjšine, niti večine, takšne in drugačne, od te države imel prav dosti. Dolg sem bil, bom mogoče kasneje malce krajši. Super, hvala lepa. Kot ste že omenili, Državni zbor pravkar obravnava predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Sloveniji. Morda čisto na kratko, nekaj ste že omenili, kakšno je pravzaprav vajino mnenje o tem zakonskem besedilu. Ali se vam zdi potrebno in pravično, da imajo pripadniki narodov z območja nekdanje SFRJ poseben status v Sloveniji? Pa bom vprašala kar oba, morda čisto na kratko. Hvala. Bom začel ta odgovor nekoliko širše, da si dal odlično izhodišče. Matej,
glede investiranja v državljansko skupnost, mogoče ena taka anekdota. Torej, pred začetku sem omenil, da nekako eden od temeljev te knjige je ta pravni del doktorata. V sociološkem delu, ki je potem išel ločeno, sem se ukvarjal z lokalnim vidikom, Novo Gorico, torej kakšna je stopnja integriranosti priseljencev v novogoriško družbo, a je razlika med narodnostmi, a je razlika na področju ekonomske, kulturne, politične in tako naprej. Mogoče samo en tak poanta, kar se danes tiče. Ena rezultat empirične raziskave, torej anket intervju, ki po mojem resnici osupljiv, je, da potomci priseljencev iz območja nekdanje Jugoslavije, seveda predvsem iz Bosne, na to naše območje, druga generacija manj čuti Slovenijo kot svojo državo v primerjavi s prvo generacijo. In tudi v bistveno manjšem območju vidijo svojo dolgoročno prihodnost tukaj. Torej, bodi si kot vračanje v domovino prednikov, bodi si kot selitev v bolj razvite evropske države. Torej, po domače povedano, niso se vsi ukorenili, da tako rečem, in seveda to nekako zelo potrjuje to tvojo tezo, seveda, da Slovenija ni dovolj vlagala v državljanski koncept, v neko integrirano družbo, ki seveda temelji na individualnih pravicah, hkrati pa na nekem seveda kulturno-jezikovnem vidiku, ki se mu reče slovenski jezik, slovenska kultura in tako naprej. Zdaj, in se seveda s tem absolutno strinjam, hkrati pa govorimo o francoskem modelu, seveda ena stvar, s katero smo tukaj soočeni, je gotovo ta, da seveda že pridobljenih pravic se ne krči in seveda te vse tri skupnosti, ki jih obravnavamo kot zgodovinsko prisotne, seveda bodo te pravice ohranile. Seveda je pa potem res to zelo na mestu vprašanje, torej ali seveda tem skupnostim dodajati vedno znova dodatne skupnosti, ali nekako se tukaj ustaviti in kot ena zanimivost, torej Ernest Petrič in Angelika Mlinar sta pisala predgovor, potem pa imam na koncu še 3 recenzente, vsak je pisal svoje besedilo, vseh 5 pa jih je v svojih tekstih ponovilo isto stvar. Načelo pravičnosti, enake stvari enake, enako različne različno. No in recimo to, kar potem tudi nekako izhaja iz tega načela pravičnosti, je vendarle seveda, da neke zgodovinske, avtohtone, tradicionalne skupnosti ne bi imele drugačen tretma kot neke bolj novodobne. Seveda pa, kot je že bilo omenjeno, je danes koncept avtohtonosti zelo problematiziran. Zdaj, po eni strani je zanimiva stvar, da je Slovenija edina država, ki v ustavi uporablja termin avtohtonost, torej druge tega termina ne uporabljajo, hkrati pa lahko opažamo, da velika večina držav še vedno seveda jasno ločuje med zgodovinskimi in novodobnimi manjšinami. Nekateri jih imenujo zgodovinske, nekateri jih imenujo tradicionalne, nekateri pa jih preprosto samo poimensko naštejejo in več ne opredeljujo, zakaj so take, kot so. Tudi Ustavno sodišče, ko je bil termin avtohtonosti pod vprašanjem, pa ko je presojalo o občinskih svetnikih za romsko skupnost, je večkrat odločilo to, ali naj zakonodajalec pojasni, ali pa ne preprosto našteje, koga ima v mislih. No, glede tega tako zelo danes osporavanega pojma avtohtonosti, moje nekaj tako zelo trdno prepričanje je, da danes se včasih govori, kdaj neka skupnost postane avtohtona, po 100 letih, po 30 letih, drugo generacijo, po vseh teh kriterijih avtohtonost nima smisla. Torej, zakaj bi nekdo, ko je on oziroma njegov prednik na tem ozemlju 99 let ni avtohton, ko pa odbije letnica na 100 let, sedaj pa si avtohton. Nič se v praksi ne spremeni. Po moje koncept avtohtonosti ima svoj pomen samo v svoj izvornem pomenu, izhodišču, torej to, kar se ga na svetku interpretiralo kot neka ločnica, torej selitve pred industrijsko revolucijo in po njej, pa spet ni tukaj ključno čas selitve, ampak tip selitve. Torej, ko so se ljudje selili pred industrijsko revolucijo, se pač ena masa ljudi iz nekega teritorija preselila nekam, se tam naselila in tam strnjeno živela in oblikovala kulturno krajino. Recimo, seveda, danes običajno o novih manjšinah govorimo na obmejnih območjih, ampak recimo, če pogledamo recimo krščanske Hrvate, seveda Avstrija ne meji na Hrvaško, pa se je tam narodna manjšina, ker ko so se preselili, seveda je bil to prvi svetovni čas, so poselili območje v celoti in torej vplivili na kulturno krajino, dali svoja poimenovanja rekam, potokom, pašnikom, hribom, enako so naredili koroški Slovenci na Koroškem, recimo Italijani v obalnih mestih in tako naprej. In vendar to je po moje neka širša vprašanje, če se to izgubi, seveda je to neka kulturna izguba.
Medtem ko pri teh novodobnih selitvah, pa naj bo recimo, ko nek delavec ali pa individualno zaradi ljubezni ali katerekoli razloga se preseli iz katerekoli države v Slovenijo ali iz Slovenije v Toronto ali v Melbourne ali v Cleveland ali nekdo iz Turčije v Avstrijo ali v Nemčijo, vendar seveda on se naseli v nekem urbanem območju, dela v neki industrijski panogi in seveda ne na takšen način vpliva torej, na to krajino. To je nekako ta moja razlikovanje. In zato nekako, če preidem tudi na ta zakon, zdaj, ta zakon je predvsem treba razumeti kot seveda nek nov v seriji poskusov, ki se recimo zadnjih 20 let dogajajo, pa recimo poskus spremembe ustave z novimi 6 manjšinami, pa neke skupne zakone za teh 6 narodov območja nekdanje Jugoslavije, pa recimo Srbi in Hrvati so poskušali s svojimi lastnimi zakoni in tako naprej, in potem nikoli to ni šlo skozi. In ta zakon, ki je pa trenutno na mizi, torej prejšnji teden je državni zbor glasoval po amandmajih in bili so večinsko sprejeti, torej se pričakuje naslednji seji, aprilski seji državnega zbora, podpora temu zakonu. No, zdaj, ta zakon je v resnici nekako izhaja iz zelo podobnega zakona, ki ga je leta 2018 predlagal takratni poslanec SMC-ja Dragan Matić. Ampak takrat sta tako torej služba vlade zakonodajo, kot zakonodajno-pravna služba državnega zbora v svojih mnenjih ta zakonski predlog označila za neustavnega, ker je ta predlog govoril o kolektivnih kulturnih pravicah in seveda nekako pravno jasno je, da ustava daje za 3 skupnosti nekako možnost kolektivnih pravic. No, takrat potem je, to mi je ena poslanka SMC-ja povedala, da so oni se zmenili do poslanske skupine, da so zagotovili, da ni bil v dvorani sklepčnosti, ko se je tem obravnavalo in so sami poskrbeli, da je ta predlog padel. Sedaj, zdaj, torej, to je koliko 6 let kasneje, je podobno predlog spet na mizi, sicer okleščen z vsemi temi zadevami, ki so bezsporne, bo pa verjetno ta zakon sprejet, ker so ga podprli, torej vsi koalicijski poslanci so dali podpise, ko se ga je vložilo. Zdaj, kar se tega zakona tiče, bi nekako tako na kratko rekel, potem Matej, mogoče še ti kaj dopolniš. Ta zakon, jaz mislim, da ni korak v pravo smer iz 2 razlogov. Zdaj, prva stvar je, da je vsebinsko zelo problematičen, namreč prva stvar, ki je že ta zakon v resnici čisto nič ne prinaša. Torej, jaz mislim, da bi tukaj ti poslanci, predvsem pobudniki, ki so najbolj vidni, radi nekako slovenskim državljanom in torej prebivalcem, ki so tega etičnega izvora rekli, lejte, mi smo vas imeli v mislih, da smo za vas nekaj naredili, ampak v resnici nič novega ne dajo, ker vse to, kar ta zakon prideva, je že sedaj urejeno. Jaz mislim, da je tukaj celo nevarnost nazadovanja. Namreč, recimo, dobro, člen o šolstvu je bil umaknjen, ampak recimo, ko se je govorilo, da bo učenje teh jezikov v šolah, torej, kot sem prej omenil, ta model deluje. V Slovenija ga celo finančno podpira, kot kjerkoli druga država. Zdaj, če je pa bil ta člen sprejet, bi pa to v praksi pomenilo samo eno stvar. Torej, da bi šola morala tudi zaposliti učitelje, ki bi ta jezik učili. Torej, seveda ne prevelik dodatni finančni zalogaj, ampak je pa seveda tukaj ena druga zadeva. Sedaj, kogarkoli iz teh držav pošljajo učiti v Slovenijo, seveda Slovenija to sprejme in oni učijo. Če pa je nekdo zaposlen v slovenski izobraževalni ustanovi, seveda mora izpolnjevati kriterije, pod katerimi ti lahko v Sloveniji poučuješ. In enako velja za učitelje materinščin iz drugih držav, kot za nenazadnje tiste, ki učijo slovenščino na tujem. To nikako niso vsi učitelji slovenščine ali pa tega jezika. Nekdo je doštudiral razredni pouk, nekdo predšolsko vzgojo, nekdo biologijo, nekdo geografijo, preprosto izkazal interes, da bi šel v tujino in ker seveda specialistov za jezik ni dovolj, je bil sprejem. Seveda, ko pa enkrat mi govorimo o delu šolskega programa, seveda potem morajo ti učitelji izpolnjevati kriterije, ki so za Sloveniji za zaposlitev. In velika večina jih ne bi. Torej bi verjetno celo prišlo do nekega zastoja pri učenju tega modela, ki že deluje. Tako da to je v resnici edina taka vsebinska stvar, ki prenaša, nič kaj drugega zelo bistvenega ni. Hkrati pa moram reči, da je tudi ta zakon nomotehnično zelo slabo pripravljen, torej terminološko so stvari neusklajene, se že med členi razlikujejo, pa tudi recimo, če pogledamo na same pojasnila, recimo tukaj se vidi, da je bil to copy-paste iz tega zakona leta 2018, ampak so pozabili prebrati, kaj kopirajo. Tako da recimo za resolucijo, ki je državni zbor sprejel leta 2011, v obrazložitvi zakona piše
Pred 7 leti je bila sprejeta resolucija. To je veljalo 2018, 2024, to ne velja več. Pa ni edina stvar, še kaj druga bi lahko omenil. Tako da se zelo sprašujem, če je ta zakon, če je bilo boljše, da bi tudi vlagatelji sami ugotovili, da je boljše, da se ga omakne in da se to malo bolj urejeno naredi. Pa še eno stvar bom omenil. Zdaj, seveda, te skupnosti pogosto govorijo, da si želijo neka priznanja, eksplicitnega, nekega dostojanstva in tako naprej. Zdaj, seveda, jaz sicer o tem nisem prepričal, da je to tako zelo bistvena stvar, ker seveda potem lahko nek predpis piše, obstajate, ampak nimate nobene pravice. In s tem seveda dostojanstvo je izpolnjeno, ni pa nobene pravice. No, ampak predvsem, zdaj seveda po eni strani, oni si želijo nek krovni zakon, pa še boljše spremembo ustava, po drugi strani recimo tudi za italijansko pa mađarsko narodno skupnost včasih rečejo, da je cel kup zakonov, podzakonskih predpisov, ki to ureja, krog 80, ni pa krovnega zakona. Jaz sem 4 leta delal na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu in ena stvar, ki si jo operativno vodil, se je imenovala repatriacija oseb slovenskega rodu iz Slovenije. To je bilo nekako, iz Venezuele, torej v Slovenijo. To je bilo, lahko rečem, nekako najbolj težko obdobje moga življenja, naporno, ker je bila seveda že z vidika varnosti, diplomacije in vseh stvari naporna, ampak kar je pa to stvar vedelo še dodatno naporno je bilo, Slovenija ima v zakonu o odnosih Republike Slovenije s svojimi rojaki na tujem eno posebno poglavje, ki govori o repatriaciji. Ampak potem, ko smo mi bili prvi soočeni s to repatriacijo, nam to celo poglavje ni čisto nič pomagalo. Ker recimo nič ne pomaga, če v zakonu piše, repatriirane osebe imajo pravico do zdravstvenega zavarovanja, seveda, ko se ti obrneš na misel za zdravstvo ali pa na zavod za zdravstveno zavarovanje, oni rečejo, ne, zakon o zdravstvenem zavarovanju in zdravstvenem varstvu v 15. členu je 25 kategorij, kdo ima pravico, njih ni noter, torej to ne velja. In popolnoma enako je veljalo za socialne pravice, za učenje jezika, za nastanitev in tako naprej. Torej, seveda en krovni zakon sam kot tak nič ne pomaga, je boljše stvari urejati parcialno in v tem primeru, ko sem prej omenil, pa žal mi parcialno urejeno financiranje, učenje materinščin, medijske vsebine, če že se to ureja v nekem krovnem zakonu, mora biti to dobesedno enak normativni okvir, kot je v teh parcialnih stvareh, ker ko se enkrat začnejo stvari biti, potem to lahko stvari samo poslabša. Mislim pa, da je ta zakon tudi ustavno sporen, ampak potem pa hoče kasneje, da nam prež dolg. Mogoče še čisto na kratko v tem zakonu, zdaj veliko je že dr. Valentinčič povedal, mogoče samo en utrinek vašega mnenja. Poglejte, kot že rečeno, zdaj, jaz ne morem soditi o pravičnosti ali pa nepravičnosti tega zakona. Zelo rad bi, vsaka manjšinska skupnost ima svoj pogled na to problematiko, oni razumejo stvari iz svoje perspektive. Pogovor z njimi bi seveda prispeval z moje strani tudi boljšemu razumevanju tega. Ampak dve stvari. Ena stvar je ta zadeva avtohtonosti kot temeljni kriterij, pod katerega bi želeli biti zdaj subsumirane tudi te skupnosti, bodi si na način, da se jih potegne pod ta kriterij, bodi si, da se kriterij opusti. Tukaj jaz mislim, da ima kolega Valentinčič prav. Če, ukolikor bi ta kriterij opustili, potem nimamo več nobenega konceptualnega sidra, na katerem bi bazirali to zaščito, ki jo zdaj dajemo kot zatečene pravice italijanske in mađarske narodnostne skupnosti. In po drugi strani, vsi tisti, ki kritizirajo ta kriterij, tudi niso niti v svojih znanstvenih teoretičnih razpravah ponudili nobenega boljšega nadomestila, s katerimi bi lahko že koherentno v javnih razpravah in potem tudi na zakonski ravni konkretizirali te pravice. Tako da jaz na ta zakon gledam tudi na podlagi tega nomotehnične nedovršenosti, ki jo je lepo opisal kolega Valentinčič, da gre za nek hipen poskus zadovoljevati neke tudi lastne politične potrebe, ki pa ne prispeva k temu temeljnemu konceptualnemu vprašanju za prihodnost. To je res, kako bomo zasnovali vse bolj heterogeno slovensko državo v prihodnje. Kako bomo in s čim bomo
na čim bolj inkluziven način napolnili ta pojem državljana in državljanke Republike Slovenije. Kateri bodo tiste temeljne vrednote, ne samo proceduralne, tudi vsebinske, za katere bomo rekli, za tem pa vsi stojimo. To nas napravlja za slovenske državljanke in državljane, ne glede na to, kakšne barve smo, kako razmišljamo, kakšna je naša manjšinska, spolna, ne vem, kjera identiteta še, to smo kot slovenske državljanke in državljani. In ta zakon na to ne odgovarja, temveč želi v nek, po mojem mnenju, sem grdo rekel, ne, pa ne bodo morda grdo gledal, anahronističen zgodovinski koncept, ki smo ga nasledili silom prilike in ki je del torej, zatečenih pravic, ki jih ne moramo spreminjati in jih tudi ne bomo spreminjali, v ta anahronističen koncept, jaz mislim, da nove, sodobne, migrantske, manjšinske problematike ne moremo več stlačiti, ker, kot sem že prej dejal, zadeva ne bo delovala niti na institucionalnem ravni, niti na politični ravni, niti ne bo delovala na ravni družbene kohezivnosti, ki jo vsaka družba potrebuje za to, da lahko na dolgi rok nekako zdravo živi. Torej, ta zakon, po mojem mnenju, ne odgovarja na nobena ključna vprašanja, ki bi si jih mi morali v zvezi z manjšinskim varstvom, zlasti za prihodnost v tej državi zastavljati. Lepo istočnico ste dali za sklepni del, cenjeno občinstvo, morda se je tudi vam med tem porodilo še kakšno vprašanje, preden pa vam dam to priložnost, prisluhnimo še sklepnemu delu in bi vas vprašala, dr. Valentinčič, kakšen pa bi pravzaprav bil najprimernejši način nadaljnjega urejanja manjšinskega varstva v Sloveniji, o čemer pišete prav v zaključku vaše knjige? Torej, prvi korak, ki mislim, da je bil zelo potreben, je, da se začnemo o zadevah pogovarjati na osnovi dejstev, ne pa nekih mnenj, čustv in tako naprej. Torej, jaz nekako v tem besedilu večkrat opozorim, kje gre diskusija mimo dejstev in zaplava v neka taka fikcija, da tako rečem. In recimo, mogoče čisto na kratko, ena taka zanimiva stvar je tudi, seveda Slovenija je del nekih mednarodnih mehanizmov, strani katerih smo bili v zadnjih časih precej kritizirani. Zdaj, jaz se potem recimo s to Evropsko agencijo proti rasizmu, pa s visokim komisarjem za človekove pravice Sveta Evrope, ne bom tukaj posebej ukvarjal, no, ampak recimo tudi ta dva temeljna dokumenta, ki sta okvirna konvencija o varstvu narodnih manjšin in Evropska listina o regionalnih in manjšinskih jezikih, torej imata dva odbora, odbor strokovnjakov pa svetovalni odbor, ki periodično obiskujeta države podpisnice in jih ocenjujeta. In kot sem nekako na začetku rekel, seveda zelo me je zanimalo, kaj se je tukaj zgodilo. A se je Slovenija tako zelo poslabšala, a so se druge države tako poboljšale, ali je nek tretji odgovor. Jaz se bojim, da je tukaj nek ta tretji odgovor in to je, da se posamezne države med seboj po zelo različnih kriterijih obravnavajo. Jaz sem tukaj naredil eno seznam, kjer sem vse države podpisnice vključil in tako čisto kratko v tabeli poskušal, kako se jih obravnava. Zdaj, to tabelo, ko jo boste gledali, bo vas kdo rekel, s tem se pa ne strinjam, ker vendarle to je eno izjemno obsežno delo za enega posameznika, tako da sem se potem omejil samo na te ključne resolucije, ki jih je Svet ministrov pri Svetu Evrope sprejel za državo. Če bi mi potem brali tudi vsa poročila, vse odgovore in tako naprej, bi mogoče seveda še prišel kakšen drugačen vidik. No, ampak vendarle, tukaj mi opazimo, da recimo nekatere države se zdi, kot da bi se jih ta dva odbora že skoraj bala, da tako rečemo. Recimo, ko mi gledamo Španijo, teda v Španiji je edina skupnost, ki obstaja in ki ima težave, so Romi. Obravnavajo izključno romsko skupnost. Po drugih državah se seveda problematizirajo tudi kakšne druge, ampak bom nekako rekel tako v 85% izključno skupnosti, ki so uradno priznane, medtem ko so neke države, kjer pa se gre tudi malo mimo tega. In jaz moram priznati, da v izhodišču, ko sem začel to raziskavo, sem izhajal iz prepričanja, da bo verjetno se pokazalo, da je to neka delitev zahod-vzhod ali pa sever-jug, torej da zahod uči vzhod, kako se te stvari dela, pa se to v resnici ni v celoti potrdilo. Recimo tudi Irsko opozarjajo na jezik Kant, recimo Združeno kraljestvo opozarjajo na recimo Manksi jezik, pa Ulix-Tex in tako naprej. Ampak vendarle, to bo zdaj kdo rekel, to ne more biti res, ampak jaz vendarle mislim, da je pa tukaj Slovenija neka izjema, ki je najbolj pod udarom. Namreč Slovenijo torej zelo kritično obravnavajo tako glede Italijanov, Madžarov in Romov, kot hkrati
kar tako zahtevajo priznanje manjšinskega statusa tudi za srbsko, hrvaško in pa bošnjaško skupnost. To pri drugih državah nekako ni zaslediti, torej rečejo recimo, ne vem, na primeru Združenega kraljestva, boj proti antimuslimanstvu, boj proti črnskemu rasizmu in tako naprej, ne pa tako zelo eksplicitno. In zdaj nek tak moj zelo posplošen odgovor, zakaj je temu tako, pa verjamem, da se marsikdo z vami ne bo strinjal. Zdaj, ena stvar, recimo, zakaj so tukaj ta pričakovanja glede italijanske in madžarske skupnosti recimo precej višja kot recimo na Slovencev v Italiji, v Avstriji in tako naprej, je preprosto odvisnost od ambicioznosti skupnosti. Ko ti prideš na ta odbor, to, kar poveš, to oni napišejo. In recimo en tak primer, recimo za Italijane pa za Mađare so recimo v zadnjem ciklu napisali več ur medijske oskrbe. Vemo recimo, da ima italijanska skupnost svojo televizijo, svoj radio in tako naprej. Recimo za Slovence v Italiji, v Avstriji, na Hrvaškem, na Mađarskem to ne piše. Ja, verjetno pa to nihče od njih tega ni izpostavil. In se spomniš, ko sem deloval na uradu Slovence, da je enkrat, ko je bilo eno tako zelo prijazno poročilo do Avstrije, se je potem pisal naši veleposlanici v Štrasburu, Rudi Volk, do drugi, in vem, da takrat nam je pisala en mail veleposlanica, končno enkrat, da se je nekdo oglasil, nekaj pač tega niso navajeni. Medtem, ko se te skupnosti so nekoliko bolj, moče v Sloveniji ima bolj ambiciozne, kar je moče povezano z njihovo dobro zaščito in dobro organiziranost in tako naprej. Tako to je verjetno prvi razlog. Drugi razlog je v tem, da vendarle mislim nekako tukaj pragmatično, tudi ta odbor vsako državo poskuša poriniti pol koraka naprej, torej kje ste danes in bodite malo bolj pridni, pa domače povedano, in torej, ker smo mi že dobri, reče, bodite še malo bolj pridni, pa tudi mi recimo to kar resno vzamemo, ker recimo, če primerjam s temi kritikami recimo Nemčije, čeprav so te kritike običajno bistveno bolj blage, Nemčija v teh odgovorih na poročila tako zelo vsega po odboru, da se niti predstavljati, ne moremo. Zdaj, tretja stvar, torej, zakaj pri nas torej imamo tudi recimo to obravnavo srbske, bošnjaške in pa hrvaške skupnosti, pa že skoraj težko pojasnim, ampak je to tudi Slovenija tukaj, torej bi lahko bila bolj nekako striktna v tem, kar je rekla nekako, da ona to omejuje zgolj na te tri skupnosti, ne pa tudi na ostale. Ampak ena stvar, ki jo želim tukaj povedati, je to, ena stvar, ki tudi v Sloveniji delamo, po moje kot napaka, je, da ta priporočila malo preveč resno jemljamo. Torej, to so priporočila, torej nihče nas to ne more prisiliti in torej kakšno naj bo urejene naprej, jaz v zaključku knjige rečem. Prva stvar lahko ostane točno tam, kjer smo že zdaj napovprečni, tako pri avtohtonih kot pri avtohtonih skupnostih in tudi če bilo tako, nikoga ne diskriminiramo. Zdaj, druga možnost pa je, da se, torej na podoben način, kot je tudi ta zakon, da se sprejmeš nek krovni zakon z nekim tem simbolnim priznanjem, ampak jaz tukaj mislim, da če bi mi šli v to pot, vendarle ni nekega pravno utemeljenega razloga, torej zakaj se omejevati na skupnosti domočne Jugoslavije. Torej, zagovorniki rečejo, ja, ker so se preseljevali v času iste države in tako naprej, to ni pravni temelj. Pravni temelj je prvo bivališče posameznika in tako naprej, pa tudi vemo, da smo nekoč bili v eni drugi državi, kaj pa recimo potem Čehi, Ukrajinci, Poljaki pri nas, danes v Evropski uniji, kaj pa ostali in tako naprej. Tako da recimo, če bi mi se odločili za en tak zakon sprejet, bi po moje bilo potrebno torej reči, da vsi ti, ki pa so potomci nekih sodobnih ali priseljencev, pa nekih sodobnih migracij, lahko ohranijo svoj jezik, svojo kulturo, s tem, da imajo izbirne predmete materinščin, da imajo medijske vsebine, da jim podpiramo kulturne dejavnosti, ampak se da kdorkoli. Recimo v Ljubljani imamo recimo špansko društvo, ki ima celo svoje amatersko gledališče in tako naprej, ampak da je pa ta stvar funkcionirala, potem po moje bi pa tukaj bilo treba uvesti neke kvalitativne temelje. Torej, če gledamo mi italijansko in pa mađarsko narod skupnost, smo dejansko edini, ki popolnoma nobene pravice ne vežemo na neko številčnost ali pa delež prebivalcev in tako naprej. Če pa šli v en tak zakon, pa vendarle po moje neko številčnost nujna kot izhodišče, hkrati pa seveda ločno od tega govorimo seveda o nemško govoreči skupnosti, pa recimo o 5 srbskih krajih v Beli krajini, tukaj pa seveda, če bi potem seveda spet nek ločene zakonodaje, bolj kot ne delati, kar se že dela, samo mogoče s nekim posebnim predpisom priznati simbolno, ta kulturna dediščina nam je pomembna in mi smo zavezani, da se to ohranja. Tako nekako strnjeno in nakratko. Čeprav ne deluje nakratko, da se v misli zelo omejujem. Spoštovana gosta, tema je tako zelo zanimiva, da bi lahko še dolgo in na široko govorili o njej.
Če je na hitro še kakšno vprašanje, sicer vas vabim še na nekaj skupnih trenutkov, da se zadržimo še ob kozarčku in se z gostoma lahko pogovorite o morebitnih vprašanjih, ki so se vam morda porodila. Za konec pa dovolite, da delim z vami še nekaj sklepnih misli iz predgovora dr. Petriča k monografiji in zaokrožim z njegovimi besedami. Vsekakor je monografija dr. Dejana Valentinčiča zelo pomemben prispevek k obravnavam in k bodočemu urejanju v naši državi problematike tako imenovanih novih migracijskih manjšin, kateri pripadniki ne bodo več prihajali le z območja bivše skupne države, temveč od kdo ve kod. Nekakšen splošen zaključek po branju monografije, pa tudi iz spremljanja realnih razmer in izkušenj v svetu in pri nas bi bil, da je treba stremeti k povezovanju znotraj družbe in se izogibati tistemu, kar bi moglo voditi k ločevanju, izločanju in nazadnje k diskriminaciji. Za preprečevanje diskriminacije je potrebno upoštevati modrost in obravnavati enako z enakim, različno pa z različnim. Mogoče sklenemo na tej točki. Zelo smo veseli, da vas lahko povabimo tudi na nadaljnje dogodke. Že jutri v Sloveniji ponovno gostimo eminentno slovaško raziskovalko, zgodovinarko dr. Danijelo Dvoržak, avtorico monografije o Barbari Celjski in sedaj o njeni hčerki Elizabeti Luksemburški, ki je hkrati prvi del trilogije o zadnjem Celjanu Ulriku II. Že jutri zvečer ob 18. uri vabljeni v Pokrajinski muzej v Celje, v sredo pa v ta prostor ob 11. uri, kjer bodo z nami dr. Danijela Dvoržak, dr. Igor Grdina in prevajalec dr. Andrej Brozman. Hvala lepa za vaš obisk, za vašo pozornost, vama, spoštovana in cenjena gosta, pa najlepša hvala za današnji pogovor.